z vami. Iz svetega Evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospodu. Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: Ne mislite, da sem prišel zato, da prinesem na zemljo mir. Nisem prišel, da prinesem mir, ampak meč. Prišel sem namreč, da ločim sina od očeta in hčer od matere in snaho od tašče. In človeku bodo sovražniki njegovi domači. Kdor ima rajši očeta ali mater, kakor mene, ni mene vreden. Kdor ima rajši sina ali hčer, kakor mene, ni mene vreden. In kdor ne vzame svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil. In kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Prav lepo pozdravljeni na današnji god svetega Florjana. Sem vesel, ker je tudi med vami toliko mladih in otrok. To je lepo, da že zgodaj se začuti utrip, kako lepo je, če lahko nekomu pomaga. In ko sem razmišljal o današnjem godovnjaku, po izročilu naj bi se rodil v okolici današnjega Dunaja kot rimski uradnik, vojak, tudi državljan. V tem evangeliju bi lahko našli zelo veliko sorodnost, ko Jezus tako v teh nasprotjih pove, kdor ima rajši ali očeta, ali mater, ali hči, ali sina, ni mene vreden. Pa ne gre se za tukaj, zdaj bom pa jaz svoje najbližje dal na stran in bom proti njim. Ampak človek, ki postavi Boga na prvo mesto, potem je tudi odnos do bližnjega močnejši, z večjim srcem, z večjo pozornostjo, lahko bi rekli z večjo ljubeznijo. In prav v svetem Florjanu prepoznavam, kakor pravi tudi nekako zapis njegovega življenja, tako je povedal: kristjan sem, verujem v Boga, tako je moje življenje, tako je moja drža. Prvi korak takoj pokaže, tak sem, to sem jaz. In tukaj vidim prav bližino tudi vas gasilcev, ko tudi takoj, brez nekega oklevanja, začutite in rečete, to je prav, to je na pravem mestu. Biti pozoren do drugega, pomoč do drugega človeka. Nekako me pelje misel, da čeprav imamo tudi poklicne gasilce, gasilec, tudi če je v poklicu, ali pa prostovoljni, nikoli ni to poklic. Oprostite, ni to neka služba, ampak je poklicanost. Ker služiti pomeni da to, da nekaj zaslužim. Ampak je poklic, ko ga človek začuti, hočem biti blizu drugemu človeku. In kaj prepoznavam prav pri vas gasilci? Da je pozornost do sočloveka, da se opazi potrebnost pomoči. Gotovo je največ tudi intervencij, delovanja takrat, ko je poziv. Takrat je res hudo. Ampak so tudi stvari, ki jih opazite, prepoznate. V spomini prihaja nek mož doma tam iz okolice Kranja in on je tudi v službi poklicni gasilec. In ta človek, kjerkoli je, po naravi njegovi je, da opazuje stvari in že vnaprej prepoznava ali nevarnost, nepravilnost ali stvar, ki ne bi bila v redu. Kakšna pozornost in zanj
zadaj se čuti ne samo ta drža pozornosti, opazovanja, ampak drža ljubezni do bližnjega. Nekomu, ki mu ni vse eno, kako je z drugim človekom, mu želi dobro in je vesel, da je dobro in je v sebi, bi rekel, hvaležen, da stvari lepo in dobro potekajo. In tukaj vidim vašo držo, gasilci in gasilke, da ste začutili, prepoznali to poklicanost in to držo. Biti gasilec, gasilka je plemenita drža in tako kot je tudi bila beseda ob začetku svete maše, je človek vnaprej pripravljen odstopiti, izstopiti, zapustiti cono udobja in stopiti tja, kjer je potrebno. In tudi zapustiti domače, bližne in pomagati drugemu. Ali ni to že besede Evangelija? Ne, kdor se odloči za to pot, tisti dejansko življenje ima. Ni življenje samo v tem, da je samo meni lepo, ampak življenje dobim takrat, ko sem v čutenju, da je tudi drugemu lepo, da je tudi drugi na varnem ali pa obvarovan, ali pa rešen nevarnosti, ali pa teže, kjerkoli, karkoli se zgodi. Nego sveti Florjan, res vaš priprošnik, lahko bi rekli naš priprošnik. Vsak se naj priporoča njemu. Prav zdaj v kratkem sem slišal to besedo, da so mnogi naši predniki ob molitvi, ob koncu dneva zaključili tudi z molitvijo en Oče naš svetemu Florjanu za varstvo in zaščito pri delu in v življenju. Kakšna zavest. Priprošno ob sklepu dneva, zato ker ob sklepu dneva gre že naš pogled v drugi dan. Naši načrti so že zastavljeni za jutri. In če začutite to lepo držo, večkrat se z molitvijo priporočite temu velikemu svetniku, ki je svoje življenje, vero, zvestobo, predanost tudi potrdil s svojim mučeništvom. Ko se priporočamo varstvu svetega Florjana, ki je potrdil svojo zvestobo Evangeliju z mučeniško smrtjo, prosimo vsemogočnega in dobrega Boga. Gospod, prosimo te za pogum pri intervencijah. Gospod, prosimo te, da bi nas sveti Florjan vedno ščitil in varoval. Gospod, prosimo te za družine gasilk in gasilcev. Gospod, prosimo te, da bi se več posameznikov pridružilo v gasilske vrste. Gospod, prosimo te za gasilsko mladino, da bi mladi vztrajali na vajah in se pridružili operativi. Gospod, prosimo, varuj nas naravnih in drugih nesreč. Gospod, prosimo te za vse pokojne gasilke in gasilce, naj počivajo v miru. Gospod, hvala ti za vse, ki so na kakšenkoli način prispevali pri ohranjanju gasilstva. Vsemogočni Bog, obljubil si nam, da nam boš dal, kar te bomo prosili v tvojem imenu. Prosimo te, usliši nas na god svetega Florjana,
ki je izpovedal vero v stajenje tvojega Sina, našega odrešenika, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.